Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. In to je bilo torkovo jutro. In je šlo mimo, jutri je pa sreda, pol četrtek, petek, pa vikend. Pod četrtek si rekel vmes. Pod četrtek, ja. Super. Jutri pa je sreda, pa ker je pod sreda je tudi. Ne, pol četrtek. Ne pod četrtek. Pod četrtek bi tudi čel tam malo lepe bazene. Tako. Danes zjutraj smo debatirali z našimi odbojkarji Eventa. Ne, malo zdaj, ko se že počasi začenjamo meniti o novi sezoni, ne, na zadnje 50 let kluba imajo, rešili dileme študentke Eme, predvsem pa izpostavili, da nas bo japonski dresnik požrl. Očitno res. Ena posebna, zelo trdoživa rastlina, ki jo moraš uničevati z srednjeveškimi metodami. Torej, če ste zamudili, prisluhnite našemu podcastu, drugače pa spet je 3 zjutraj. Torek 19. maj je že danes. Ja, res je. Vse manj bo časa za mesec ljubezni. Pa je to ali kako ljubezni, da se izteče? Te pa se bolj več nimamo radi. Mislim, to zdaj imaš, ne? To pa več nimaš. Globalna resnica. Samo pač povem, da ne opoliko, pa maja sem imel šanso. Pa nisem. Ja, si imel, ja. Tako da se še nekaj časa. 19. je torej danes. In kaj imamo vse danes zjutraj tukaj? Kot napovedano, vrej karte za nov film, ki prihaja v Maribox jutri. Eden najbolj pričakovanih znanstveno-fantastičnih filmov leta 2026. Mandalorec in Grogu. Lično. Ja, še ena iz Star Wars univerzuma. Vrej karte, najboljše kinokarte v mestu imamo na voljo. Jasno, ker gre za tak film in ker gre za tako doživetje, malo bo kaj, ne? Treba vsaj osnovno znanje pokazati o Star Wars univerzumu, ampak tak ni problema, ne? Pravi fani vejo, lahko sredi noči pravilno odgovoriš, ne? Ja, moraš, ne? Se rekel pravi fani, kaj se rekel vidva? Opa ja, pravi fani. Tako da, če bi šli z nami v Maribox in svoje podatke pošljete v SMS-u na 051 220 220. Drugače pa bomo danes rešili dilemo, ali bo ta japonski dresnik res požrl Maribor. To je ena od stvari. Imeli bomo tudi goste o mariborski moški odbojki, se bomo pogovarjali. Event, odbojkarski klub Maribor, Sebastian Škorc pride. Odlično. Da vidimo, kakšni so kaj plani za novo sezono. Pa še ena iz Lovrenca na Pohorju tudi. Ja? Ja, res? Ja, bomo videli. Kaj bomo videli? Ja, bomo videli, kaj bo, če bomo videli, ne. Lovrenc bo, ampak kaj bo, pa kaj se tam dogaja. Ampak to samo tak navržem v vsakem primeru. Pa najboljši soundtrack za to torkovo jutro, tako da vabljeni, da ostanete z nami. Lepo, da ste tu. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. In naj rata kafe. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj pa te izgleda po 2 mesecih bo. Zgleda, da res. Fanfare zadonele, pokadil se bo beli dim. Ja. Iz parlamenta. Res je. In končno se bo to vse skupaj sestavilo, ko govorimo o vladi. Tako je, stranka SDS je včeraj potrdila vsebinski del koalicijske pogodbe, to so storile tudi vse ostale stranke, ki naj bi šle v koalicijo, tudi Resnica, ki ne bo šla v koalicijo, pa je napovedala podporo Janezu Janši za mandatarja. Danes naj bi bila vložena torej kandidatura, danes se tudi steče drugi krog pravzaprav iskanja mandatarja in najhitreje naj bi bil Janez Janša lahko potrjen v petek. Tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je napovedal, da bi, če bo danes vložena kandidatura, da bo v petek že tista seja, kjer se bo odločalo o mandatarju, kar pomeni, da bi lahko vlado dobili v začetku meseca junija. Aha, pardon. Ja, se taki občutek, jaz sem tudi ampak ne, čiza res, to zdaj bo SDS predlagala torej mandatarja, oni bi lahko predlagali koga drugega tudi. Lahko. Lahko bi, ampak ne bo. Ja. Ne. Ampak dobro, samo da se te stvari, da se začne delati.
Tako, ker zdaj pač vlada, ki je v odhodu, upravlja samo tekoče posle. To pomeni, da ni dobenih večjih projektov ali karkoli drugega. In dejstvo je tudi, da bo zgleda kar pestro dogajanje, glede na to, da se že na začetku neki referendum napoveduje. Ja, včeraj so sindikati vložili več kot 47,000 podpisov, baj so jih zbrali v rekordnem času. Zdaj sicer se še ne ve, ali referendum, ker naj bi šlo za interventni zakon, pa tudi ni možno vlagati referendumskih pobud na zakone, ki so povezani z davki, tako da zdaj tu je vse skupaj malo v zraku. Jaz sem rekel samo, da pač bo pestro. Ja, pestro pa bo, ja. No, hvala lepa. Je bilo tako težko reči? Ne. Te pač... Ne, to ti pravim. Dobro jutro. Danes torej vrej karte na Totem Radio, kajti jutri v Mariboxu nov iz univerzuma Star Wars, eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026, Mandalorec in Grogu. Zakaj imam občutek, da samo jaz čutim to res veliko navdušenje in vznemirjenje? Ne, saj mi smo tudi vsi vznemirjeni. Zdaj ne, fulja, vidim, ja. Tako da, če bi šli in bi imeli najboljše kinokarte v mestu na onih velikih lepih foteljih s pogostitvijo, da bi zraven kokice, pijačo, vse to, kar mora biti, pošljete najprej Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 in ko vas izžrebamo in pokličemo, bo treba pokazati neko osnovno znanje. Veš, kamorkoli prideš, moraš pokazati osnovno znanje. Prideš v razred, moraš pokazati osnovno znanje. Greš kositi travo, moraš pokazati osnovno znanje. Vse ti prikaže angel na poštni, petek zvečer moraš pokazati osnovno. Veš, kaj hočem reči, tako da tu, ne. In danes se bomo šli igro Prepoznaj legendarni karakter iz Star Wars univerzuma. In sicer, pazi, zdaj je testna igra, vidva igrata, testno igrata. Kdo je to? Poslušaj. I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire. Čubaka ni, ne? Ne. Še enkrat. I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire. Luke Skywalker. Ne. Obi-Wan Kenobi. Ne. Tudi on je Paušni, ne? Kaj je? Pauš. Han Solo. Jabba the Hutt. Ja. Ne. Han Solo. Ne. Čubaka ni. Skywalker si. Druga tak ne poznam kot Pol si povedal. Čakaj. Če sem rekel Luke Skywalker. Ja, pa ni Luke Skywalker. Je pa drugi Skywalker. Brat njegov. Ni brata. Sestro ima. Ja. Je so sestra, ni to Jeger. Če je moški glas. Ja. Še enkrat. I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire. Kaj je? Mandalorec? Ne. Kdo pa? Grogu? Skywalker je, samo ni Luke. Je te pa Skywalker, kaj še pa je te bil? Joj, s kom jaz tu delam? Anakin Skywalker je bil to. Kdo? Oziroma Darth Vader, preden je bil Darth Vader, je bil Anakin Skywalker. To je. Tako reči. Nekaj lažjega. Kaj pa to? Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1. To pa en mali, ko hitro govori. Ne. On je C-3PO. Ja, bravo, Jeger! Ni mali, on je bravo. On je Ja, oni, ko hodi, humanoidni. Tako, to pa še to. A ja, zlati. Aha, vidim. Googlaš zraven, ne? Sva googlam. Jaz verjamem, Prej nisem, zdaj sem tega pogledala. da bo vam šlo dosti boljše kot. Ampak Jeger, si se zvleko. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Evo, in tudi danes so tukaj dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji, zaprosim. Jutro Ema. Dobro jutro. Najprej naj čestitam na tem mestu. Jaz mislim, da sama situacija kliče po enem kratkem aplavzu. Ana in Ema imata danes isti dres gor. Ja, res. Ni dres, majico imamo isto. Mečava, kaj? Še malo pa bomo isti teden na mesec tečni. Meči. Ja, očitno. Ja. Ste se zmenili? Ja, nisva se. Ne, to se pač punce uskladijo. Veš, pol se ta videla, vidva z Jegrom počasi. Se bomo pozgodilo.
Danes imata tudi vidva, oba iste majice gorke, zdaj gremo do konca. Ja, mi imamo službene. Jaz vseeno, imata isto majico? Zato, ker sva ponosna na to, kjer delava. Tako je, to rada tudi izkažela. Vsaki priložnosti. Dobro, mi dve pa si bomo na to Zara kolekcijo gor dale toti radio. Veliko dobro. Ok, Ema, na seznamu tvojih dilem. Ali generacija Z... Je tako smešno. Ali generacija Z uspeh meri po številu hejterjev? Seveda. Res? Ja. Več, ko jih imaš, bolj si uspešen. Ja, nisi uspešen, če nimaš hejterov. Ampak ne bo slučajno mislila, to ni nič kaj posebej originalnega, to nasplošno velja. Veš, ja, to so že stari dedje, nekoč, ko so rekli, za dobrimi konji se praši. Tako? To je to v bistvu, veš. Ne morajo te, veš, pomembno je, da te tudi hejteri poznajo. To je res. Veš, in zdaj, če bi vsi samo ti ploskali, pa samo govorili, ja bravo, pol je čas, da se malo premakneš iz domače kuhne. Samo res, jaz še nimam hejterov. Nimaš še hejterov? Ne. To si misliš? Jo, pa to je koliko si. Nisem še dobro nič tak. Nisi še, okej. No, Jeger jih tudi ni imel, no, razen pač inšpektor je v državni šumi. Zdaj pa ga glej. Ja, zdaj pa me pogled, oranžno veselje. Tako da ja, nič ni narobe s tem, pač moraš vedeti, da se pač ne smeš preveč ozirati na to, kaj hejteri pravijo, ne? Ja, ne, jaz samo hočem imeti. Hočeš imeti? Ja. Okay, tako sem uspešna, zdaj še nisem. Kak si grozno oblečena, da? Ja, res. To si zdaj obel žalo. Ja, ne morate biti tako iskrena. Okej. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, nova tujerodna vrsta napada naše mesto. Japonski dresnik se v Mariboru širi z neverjetno hitrostjo, ampak res, ob rekah, potokih, kanalih in celo skozi razpoke v asfaltu raste. Dosti ga je na nabrežju Drave, gre pa za eno najbolj agresivnih, invazivnih rastlin pri nas. Strokovnjaki opozarjajo, da ga je skoraj nemogoče popolnoma odstraniti. Če ga nepravilno porežemo, lahko naredimo celo še več škode. Ampak jaz nisem strokovnjak za rastline, zato sem poklical Andreja Štembergerja, župana na Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, da pove, s kako rastlino sploh imamo opravka. Japonski dresnik je zelnata tranica, ki sicer izvira iz vzhodne Azije. Ima take precej razvejene korenine, ki lahko segajo tudi do par metrov globoko. Mlade rastline v bistvu poganjajo že precej zgodaj spomladi in iz tega vidika so domorodnim vrstam predstavljajo zelo veliko konkurenco. Za vzpostavitev sestoja od dresnika se pač domorodne vrste zasenčih, poleg tega pa dresnik izloča tudi tako imenovane alopatske snovi, ki pa zavirajo rast drugih rastlin. Torej njegova agresivnost se kaže predvsem v hitri rasti, v uspešnem razmnoževanju, pa dobrih regeneracijskih sposobnostih. Ober prasec. Požrla nas bo, jaz ti rečem. Ja. In širi se linearno vzdolž vodotokov, hitro osvoji prostor, površine, kjer se pa razraste, so pogosto slabo vzdrževane, občasno sicer pomulčane in kar mu še dodatno pomaga pri širitvi. Zdaj ne gre samo za estetsko ali pa ekološko težavo, zaradi močnih korenin lahko povzroči tudi poškodbe infrastrukture, ker pazi, korenine lahko poškodujejo asfalt, zidove in celo temelje stavb. Celo. Ja, in tudi ne gre ga zlahka odstraniti, ker se hitro razdrašča in če ga kosimo z nitkarco, lahko naredimo še več škode. Japonski dresnik je ravno zaradi svojih regeneracijskih sposobnosti res izjemno zahtevna vrsta za odstranjevati. Potrebna sta predvsem doslednost in pa čas. Zdaj izredno košnjo vrste ne bomo mogli popolnoma odstraniti, lahko bomo le deloma zmanjševali zalogo hranil v koreninah. Ob nedoslednem odstranjevanju pokošenih ostankov rastlin pa recimo lahko še celo zgodi, da pomagamo razraščati oziroma razširjati japonski dresnik. Če naslavljamo nek starejši sestoj japonskega dresnika, tudi z izkopavanjem najbrž ne bomo uspešni, ker, kot že prerečeno, ima precej globoke korenine in če del korenin ostane v tleh, bodo naslednjo vegetacijsko sezono iz teh korenin zrasle nove rastline. Samo eno steblo ali pa nekaj takega pustiš in se tako hitro razraste, kar začne rasti iz tega. Tako da, kak ga sploh lahko, če ga že želimo odstraniti, kak ga pa sploh lahko? Zdaj, ena izmed učinkovitih metod se je izkazalo prekrivanje, torej da se najprej nek sestoj dresnika pokosi,
te ostanke skrbno zberemo v vreče in jih nesemo v zbirni center oziroma industrijsko kompostiranje ali pa v sežigalnico. Potem pa se to rastišče prekrije z industrijskim filcem za kakšne 2 do 3 leta. Tekom teh let proti spremljamo, če mogoče kakšna rastlina iz tega filca ali pa pri robovih izraste in se sprotno puli. Potem pa se filc odstrani in te ogolele površine potem se zatravi z neko domorodno travno mešanico. Ena izmed drugih metod, ki se tudi kaže kot uspešna, je zatiranje s pomočjo elektrike. To je neka metoda, ki se zdaj v zadnjih letih tudi v Sloveniji vse bolj uporablja. Se pa tukaj uporablja neka posebna naprava, ki skozi rastlino ustvari tokov krog in povzroči, da se rastline segrejo do te mere, da celične stene popokajo. In ta električni tok je v bistvu dober, ker deloma pride tudi skozi korenine in se na ta način uniči tudi del zaloge hranil. Je pa tudi ta metoda takšna, ki jo treba ponavljati večkrat, več let, če želimo priti do nekih želenih rezultatov. Si ti, moraš iti prav medieval, moraš postati električni šok. Mislim, wow, iz Sovinega playbooka za pridobivanje informacij moraš vzeti ven, zgleda kaga. Kako je te ta hudič k nam prišel sploh? Ja, pred par 10 leti so ga sem vozili kot okrasno rastlino in so vedeli, da se tako razraste. Glej, če bo filc, da ne bo kdo odkrival 3 leta. Zdaj je prepovedana. Zdaj ne smeš več. Verjetno bo kmalu, zdaj ko Florina spet pride, bojo imeli poseben oddelek filcarji, ne? Hodili pa bojo filc polagali. Pa potem električare, ko bojo hodili zadnji. Ampak res je problem, no? Ja, res je problem, upam, da ga bomo rešili, da nam ne bo na brežje not padlo v Dravo, če vse spoka, pa vse požere. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj pa tak. Jutri pride v Maribox eden najbolj pričakovanih filmov 2026, novi Star Wars univerzuma, Mandalorec in Grogu. Mi imamo karte in med vsemi, ki ste že, hvala lepa, mimo grede, poslali Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 je bil izžreban Slavko. Oglej, že zvoni. Lej ti to. Prosim. Dobro jutro, Slavko, Dejan Ana Jeger, to ti radio tukaj. Dobro jutro. Dobro jutro. Slavko, si morda v kakem zastoju, ne? Ne, to ne. Ok, aleluja. Službo. Dobro, tako da veš, kako bo zdaj lepo minilo med vožnjo, malo se pomenimo, malo vprašamo, kaj zdaj ne zavečamo malo. In ti damo 2 karti, to so najboljše kinokarte v mestu, za nov film iz Star Wars univerzuma Mandalorec in Grogu v Mariboxu. Si fan Star Warsov? Ja. No, končno en. Ja. Ker to, kaj jaz tu imam za delati, Slavko, v totem mi dva studiu. nisva z Jegrom, ne, in je dejan kar razočaran. Katastrofa. Aha, ok, pol to verjetno ne bo problem, ker se gremo danes igro Prepoznaj pač legendarno osebo iz Star Wars univerzuma za 2 karti. Slavko, poslušaj in povej, kdo je to. I got a bad feeling about this. Ker še enkrat ti dam. Prosim, ja. I got a bad feeling about this. V vseh delih se to not reče od začetka, oziroma v prvih 6 je to vedno rekel ta gospod. I got a bad feeling about this. I got a bad feeling about this. Han Solo, ne? Han Solo je absolutno pravilen odgovor. Odlično. Pita, to je fan. Slavko, jaz bi ti pomagal, sem To je fan. Bravo, Slavko. Vrhunsko. Nimaš kaj? 2 karti sta tvoji in uživaj jutri v Mariboxu. Najlepša hvala. Dobro jutro. Okay, kaj pa to, ko sem prebral ta naslov? Predsednica države pride v Lovrenc na Pohorju. Ja, drži. Jeger. Kaj? Jaz to vem, želim to nekaj časa. NPM prije. Ja, NPM pride zaradi 270-letnice šolstva v Lovrencu in pa ker bomo dobili novo igrišče. Ja, 270 let je že šola v Lovrencu. Kdaj bo zdaj? Sam je neprimerno. Ne, jaz sem zelo vesel. To je vprašaj, kaj si mislila? Hvala. Eni od prvih, ne?
Ja, verjetno. Marija Terezija prišla, pa je rekla šule, je pokazala na mapi, da se reče, wo is das, ne, pa se, ok, Lorenz. Ja, vredo je. Ja, no super, lepo jo pozdravi, pa če se bo takaj menila, Ja, ne, 12. junija šele pride. Je dobro, pa bo šel, ne? Celi mesec takrat, ja ne vem. Ja, absolutno moraš iti. Ja, te bom pa šel. Ja, veš, ker moraš nas predstavljati, ne? Aha, ok, vredo. Ok, mogoče bo šel kdo drug. Tine, dobro jutro. In današnja zanimiva, ne? Dobro jutro. Mi se ne predstavljamo. Jegra si, opalo, ja. Vsi vejo, kdo sem. Jehoj, samo zavestno, to torkovo jutro. Še NPM ve za tebe. Seveda. Ali pa še bo, 12. junija. Rekli, ja gremo samo pazi na onega, veš, ker bo prišel pa bo gnjavo. To še fali, da te vidim na sliki. Kak te varnostniki v Švicaru ali pa od zadnje ali pa kakva kota. To je kar dobro, ne? Gor proti Jelenovemu rogu, ali kaj še? No. Da je najboljš na Hojniku v Rido vozo. Predsednica, vas bom jaz malo tu nekaj. Nekaj greva pogledati, Ja. pridi. Ne. Tam Da se znamo obnašati. župan najprvega gospoda zamoti, tipa. Ne. Torej, Neverjetni ste. Tine, kaj imamo That's danes? what she said. Imam še eno o hantavirusu. Jaz mislim, da je mimo ta kriza. Ja, ni nujno, ne? Dobro. Ker odkrivajo nove lastnosti in to za njih zdravo zagotovo, ne? Pač je možno, da hantavirus v moškem semenu do 6 let preživi. Tako da če bi pucali pa praznili, bi mogoče, da ne bi se Da se ne bi zadrževalo. zaloge delale, ne? Joj, so to je res grozno. Jo, da imaš bolj stari hantavirus. Dobro, nisem to mislil. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Kaj pazite to, otroci? Kaj pa, ko pride cirkus na mestno tržnico? Res? Danes že. Odlično. In vemo, da je eden od najbolj prepoznavnih, verjetno najprepoznavnejši ali pa najboljši cirkus na svetu, Cirque du Soleil. No, na tržnici pa bomo imeli od danes Cirque du Soil. Kot zemlja. Gre v bistvu za interaktivno razstavo, ki skozi cirkuško izkušnjo razkriva zakulisje sodobnega prehrambenega oziroma prehranskega sistema. Zanimivo. Ja, res je zanimiv pristop. Kaj bomo tu imeli, pravzaprav kako bo izgledalo, Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic, torej kako bo izgledal ta Cirque du Soil, ki se danes odpira na tržnici. Na tržnici bosta postavljena 2 šotora, eden bo rdeč, drugi bo zelen. V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanja hrane, ravnanja s hrano, na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabaven način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali. Ok, naj uganem, v rdečem verjetno slabe prakse, ne? Slabe prakse, bo vrteče kolo in bodo lahko obiskovalci metali žogice v dele telesa in potem v teh delih telesah bodo povedali, kako, kateri pesticidi, katera škropiva in kako, kaj vpliva na naše posamezne dele telesa. Not bodo igralne karte, not bomo lahko prisluhnili zgodbam delavcev v teh rastlinjakih in njihove zgodbe, kako, v kakšnih pogojih počno, kako delajo in kako jim je v bistvu težko, ko pridelujejo to zelenjavo v teh rastlinjakih. Torej, to so slabe prakse v rdečem šotoru. Ok, v zelenem pa torej dobre, ne? Bomo lahko videli in pa poslušali o dobrih praksah na delu Slovenije in v Evropi. Noter bo drevo z jabolki, ki jih bomo obirali, karte, ki jih bomo lahko obračali. Lahko bomo nalepili
tudi svoj lastni prispevek, ki jih bodo organizatorji potem pregledali in kako si pa mi predstavljamo, kako bi recimo kakšna dobra praksa, ki jo imamo, lahko koristila planetu, bodi si od pridelovanja do tega, kako ravnamo s hrano, kako jo zavračamo, koliko hrane zavržemo, je ne pojemo in tako dalje. Ok, in dokdaj bo ta Cirque du Soleil? Otvoritev razstave je danes ob 10. uri. Ob 10. uri bo tudi voden ogled po sami razstavi. Bodo pa ves čas prisotni študentje in pa ekipa iz projekta, ki vas bo usmerjala po razstavi, ki vam bo povedala veliko več o tem, pa vse do naslednjega ponedeljka med 9. in 18. uro, med tem, ko pa v soboto in nedeljo pa lahko pridete že ob 8. zjutraj in ste vse do 18. ure v šotorih. Je pa seveda potrebno iti na tržnico in pa probati to zdravo, kmečko, doma pridelano, lokalno zelenjavo. In to se zdi, da in to lahko rečemo res hvala lepa in super, da mariborske tržnice res veliko date na ozaveščenost o zdravi in doma pridelani hrani. Ne? Zavedamo se, da je delo kmeta res težko, če hoče pridelati zdravo, lokalno hrano in jo prinesti na tržnico, potrebuje kar veliko časa, znanja in pa energije, da je razlika v ceni med doma pridelano hrano in pa tisto, ki jo kupujemo v nakupovalnih centrih, kar očitna in zato želimo ljudem približati in jih ozavestiti, kako in kakšna razlika je med to hrano, ki jo naši branjevci, ki jo včeraj potrgajo na njivah in jo danes prinesejo na tržnico, v vsebnosti prehranski in pa vitaminski, koliko časa potuje ta hrana do tržnice, koliko časa potrebuje hrana, ki pride iz nekih daljnih rastlinjakov, kako jo tam pridelujejo, da pridobijo čim večje količine in pripeljejo lahko čim več te zelenjave. Aha, ja. In zato je seveda pomembno vzeti doma. Zdaj, če imaš svoj vrt, tako dana, ne? Ali pa če pač zaropaš mamin vrt, ne? Pa pač, če nimaš te opcije, pa tržnica. Torej, Cirque du Soleil danes do nedelje na mariborski tržnici. Pojdite kaj pogledati. In seveda želimo dobro jutro. Dobro jutro. Kot napovedano, pa v tem studiu gostimo še dva iz skupine naših mariborskih športnih junakov iz odbojkarskega kluba Ajven, sta tukaj trener in kot mu jaz pravim, gospod odbojka v našem mestu Sebastian Škorc, dobro jutro. Dobro jutro. In pa kapetan Žiga Donik. Žiga, dobro jutro. Dobro jutro. Ok, bomo zdaj začeli malo drugače, ker to je zdaj glavno vprašanje. Vemo, da je bilo že pred prejšnjo sezono, smo se imeli, bo Žiga še ostal, še bo naš kapetan, zdaj pa, ker je ena sezona končana in se zdaj že počasi pogovarjamo o naslednji. Žiga, glavno vprašanje, ali ostajaš odbojkar Ajventa? Ostajam. Yes! To je to. Hvala lepa, da ste prišli, lep dan želimo. Lahko greva, adijo. Ne. Pa okay. Kaj pa bi sicer drugega, ne? A nis fajn? Ja, kaj bi delal druga popovdanja? To, ja, je kar zgodnja ura to tak za kapetana? Ni zgodnja. Pozno skoraj. Ok, lepo. No, glede na to, da so seveda tvoje izkušnje izjemno bogate, ne nazadnje so tvoje predstave na parketu že leta, v bistvu, ne, pač izstopajo, tako da pač moramo vprašati, ne glede na to, da se prvič vidimo tukaj tako zgodaj. Super, kapetan torej ostaja, to je super informacija tudi za trenerja, ni? Vsekakor, z Žigo sodelujeva že več kot 10 let in je res podaljšana roka na igrišču in normalno smo si veseli, da Žiga ostaja, da podaljšuje pogodbo in da nadaljujemo skupno zgodbo, ki pa bo nova zgodba z zelo pomlajeno ekipo, ogromno mladinskih reprezentantov, tako da te izkušnje in ta podaljšana roka bo zelo, zelo pomembna v tej sezoni. In kak je to kot kapetan, ko imaš toliko enih mlajših, ki še nimajo teh izkušenj, kak to zdaj izgleda? Je to čvrsta roka ali je to vseeno malo bolj spodbujanje oziroma kaj mora biti v določenem momentu? Ja, včasih mora biti malo manj čvrsta roka, ker čvrsto roko že imamo eno izven igrišča. Zelo, ne? Ampak ja, mislim, zdaj zadnjih par sezon se nam je kar precej spreminjala ekipa, vsako leto prije nekaj novih mladih, nadobudnih igralcev, tako da imamo kar pomlajen kader, sploh v letošnji sezoni
Imamo pa igralce, ki imajo veliki potencial, tako da mislim, da se bo, če bodo oni pripravljeni delati, se lahko dosti dosežejo. In vemo, da če kje se da v Mariboru in da se to da, je že nekajkrat pravzaprav iz nič skoraj da z čarovnijami nekimi izvedel prav Sebastian. Če kdo to ve, si ti. Ampak najprej še ena stvar, ki jo je treba biti težko se pogovarjali o vrhunski odbojki v Mariboru, če ne bi bilo A-eventa. Je tak? Točno to je začetek zgodbe. Milan Kuster ostaja in na predsedniškem mestu in da ni Milana Kustra z podjetjem A-event, mi se ne pogovarjamo več v prvi ligi. Mi imamo velik proračun na to okolje, kje smo. Ne moremo se pa normalno primerjati z ACH-jem, to so milijonski proračuni. Ja. In vsaki nekak razmišlja o tem športu, ja, dobiš od Evrope, ja, v nogometu, ja, v odbojki ne. V odbojki je strošek enega kroga, enega tekmovanja, cirka 30,000 evrov. In to so veliki stroški plus vse ostale stvari, tako da potem je to tekmovanje Mevza, potem, ki operira v celotno ligi, kjer so Črnogorci, Mađari, Slovaki, Hrvati, Avstrijci, se pogovarjamo o še večji številki o tem tekmovanju v slovenski ligi, ampak to so stvari, ki ste vprašali, brez Milana Kustra, A-eventa in pa seveda tudi direktorja Gregorja Prinšenka te zgodbe ne bi bilo in seveda vseh trenerjev, ki so pred kratkim tudi ostali, od Petra Možiča do vseh zaposlenih, profesionalnih trenerov, bomo temu rekli, te zgodbe ne bi bilo tako uspešne, kot je. Ja, ker je to vseeno velik sistem, ne? Na koncu mi vedno rečemo, ja, in gledamo in gremo na tekme v dvorano Tabor in gledamo pač člansko ekipo, ampak to je eno ozadje. Je pa, ki je seveda izjemno široko in veliko ljudi je not, ampak je pa ena stvar, ne? Da je Maribor vseeno uspel z tem delom, z načinom, kot ga imamo tukaj v našem mestu, si ustvariti nek renome. Res je, mi smo naredili veliko zgodbo, tisti, ki spremljajo odbojko, da smo v teh zadnjih letih, bom rekel, da se dotaknemo zadnjih 7, 8, 9 let, naredili, proizvedli, da je na spisku državne odbojkarske reprezentance, ki jo gledamo po televiziji, 10 plus Alen Pajen, ki je tudi iz Maribora, produkt malo prejšnje šole, 11 reprezentantov, ki je nosilo dres odbojkarskega kluba Maribor. V našem produktu govorimo o Roku Možiču, pogovarjamo se o Roku Bračku, pogovarjamo se o Janš Kržiču, pogovarjamo se o Uršo Planišiču, pogovarjamo se o Nejcu Najdiču. To so vsi fanti, ki so tu vzgojeni. Ja, zakaj pa niso tukaj? Ja, spet se dotaknemo teme, zakaj niso. Pomahajo bogatejši klubi in normalno, da ti fanti gredo v boljše, bogatejše klube in to je ta zgodba. Moramo se pa dotakniti te teme, ki smo rekli, kakšna je, zakaj takšna tema. Mi imamo v našem klubu 250 otrok, 120, 130 v selekcijah in pa 100 dobrih pokrožkih in v teh selekcijah smo dosegli U13, smo viceprvaki, U15, glih za vikend smo bili 4. v državnem prvenstvu, U17 smo državni prvaki in pa U19 smo viceprvaki, 15-13 žal zgubili finale, tako da vse posod imamo na teh kategorijah, smo v vrhu in to se ne pogovarjamo o 5-10 ekipah, ampak se pogovarjamo o 60-70 ekipah državnega prvenstva za mlade selekcije. Wow, pa mi smo valilnica vrhunskih odbojkarjev. Ta kralji, ne, ker vsi pa bolj rečejo, ja, zdaj pa gledamo Ligo prvakov pa ACH, samo kaj bi ACH, ne? Če ne je bilo Maribora. Ja, dobesedno tako. In tudi podpisi dveh igralcev, ki so podpisali pred par dnevi, zopet 2 Mariborčana, ki sta podpisala, plus tisti, ki so že tam, nova 2 Mariborčana, ki podpisujeta iz tujine, prihajata in podpisujeta v ACH-ju. Ja, smo neka valilnica, gledamo Ligo prvakov ACH-ja, ampak jaz verjamem, zato še vedno vztrajamo, od predsednika do direktorja, vsi skupaj v tem klubu, da lahko pridemo do tega, samo brez pomoči okolja, brez pomoči, da se ne bom drugače izrazil. Vemo, kaj dela Ljubljana, da ne moremo parirati, da se s tistimi ekipami tam na drugi strani ne moremo niti slikati, ne pa primerjati. No. Mogoče, ja, po določenih stvarih po srcu, pa prednjačimo. Definitivno. Torej, Sebastian Škorc in Žiga Donik sta gosta danes jutraj, nadaljujemo tako kot je.
tem studiu gostimo torej Sebastjana Škorca in kapetana Žigo Donika, trenerja in gospoda Odbojko, kot moja spravim, in pa našega kapetana. Torej, dobro jutro še enkrat obema. Dobro jutro. Okay, zdaj, Žiga, če potegneva malo še črto pod prejšnjo sezono, verjetno nisi bil kot kapetan najbolj ekstremno zadovoljen s tem, kako se je razpletlo. Ne, sigurno prejšnja sezona se ni najbolj razpletla po naših pričakovanjih. Iz začetka sezone nismo uspeli nekako dvigniti nivoja igre, od tistega začetka se uigrati nikakor nam ni šlo. Sicer v začetku smo bili na lestvici kar uspešni, ne? Smo zadržali nekako tisto drugo mesto do novembra, decembra, potem pa se nam je vse malenkost porušilo in nismo našli neke forme, da bi lahko tiste pomembne tekme odigrali na nivoju, kot vemo, da bi ga bili zmožni. Ja. Ampak to je, pri odbojki je tak, kot se reče, zelo je preprosto to vse gledati, ampak to je igra milimetrov, ne? To je igra milimetrov pri sprejemu, pri podaji, pri penalu, mislim, to je... Kaj bom jaz, nimam pojma, ne? Ampak si tak predstavljam, Sebastjan, ne? In potem, ko enkrat malo to se začne domine podirati, je kar problem, ne? Ja, ko se začne domine podirati, je problem to na novo sestaviti, kajti v ekipo, tako kot vidimo v vseh športih, pride do tistega nezaupanja v ekipi in nastanejo določene nervoze in se skupaj potem je zelo težko to na novo speljati, sploh to, kaj smo mi imeli, težko ne bi bilo... Zdaj pošteno, da jaz kažem na igralcih za prsti, jaz sem tisti, ki sem odgovoren za rezultat in normalno, da se nam je, mi vemo v ekipi, kaj se nam je zrušilo in tisto je bilo zelo težko sestaviti in na koncu rezultat takšen, kot je bil, bili smo 5, pričakovali smo več, ampak tako kot se skozi pogovarjamo, v tem mestu moramo biti veseli, srečni, da smo ostali med prvoligaši in da lahko sestavljamo takšno zgodbo, ki jo sestavljamo v tem trenutku in to ne bo zgodba samo za eno leto, ampak kar za nekaj let, to pomeni z ogromno mladinskimi reprezentanti in pa normalno tako kot Žiga z določenimi izkušnjami, tako da bo neka mešanica te ekipe. Ja, ker vmes pa bo treba še malo počarati, ampak tu tak izkušnje. Imaš, Sebastjan, tu brez nadaljnega, ampak ne glede na vse se pa to, ko razlaga Sebastjan, kakva bitka je to in da je po svoje čudež, da smo tu pri igralcih, se to ne čuti, ne? Za vas je super poskrbljeno, ne? Ja, za nas je poskrbljeno odlično, mi imamo v dvorani Tabor super pogoje za trening, tudi kar se tiče izven treninga je v klubu lepo poskrbljeno. Tako da ja, pogoji za napredovanje sploh mlajših igralcev mislim, da so super, ne? Mladi igralci dobijo priložnost igrati v prvi ligi, trenirati na najvišjem nivoju in se očito takih, kot si ti dejansko, ne? Ja, upam, da čim več tisti, ki so dovzetni temu, ne? Ampak, mene veseli, da si mlajši želijo igrati na najvišjem nivoju in da pač so pripravljeni delati. Ja, absolutno, vse ni druge, ne? Ker to je prvo, pravijo, da je talent je fajn, samo je načeloma na poti, ne? Ker če nisi pripravljen delati, je to kar problem. Ampak zato je seveda tudi poskrbljeno, je tu red, kar se ne nazadnje seveda vidi tudi v predstavah. Je pa ena stvar, vemo, da kar se odbojke tiče, ki praznuje 100 let v Sloveniji, vse se je začelo v Mariboru, naš klub bo zdaj praznoval 50. obletnico, to so vse številke, kjer lahko rečeš wow, ne? Ja, res, lahko rečeš kar wow, da smo v prvi ligi, da smo igrali Jugoslovansko ligo, edini kot prvoligaš takrat in pa od osamosvojitve nastopamo skozi v prvi ligi, nismo izpadli, tako da smo skozi na vrhuncu, bom temu rekel, in smo lahko res srečni, da to traja in da bi še naprej to trajalo v tej zgodbi, tako kot sta se dotaknila z Žigo že, v klubu je res poskrbljeno v celoti za fante, tako kot treba, od prehrane, da imajo vsi fantje, od najmanjšega do najstarejšega, do kapetana, do tujcev, vsi se prehranjujejo, da je za njih poskrbljeno tudi izven igrišča, ne samo v dvorani, trenira se dvakrat na dan, jutranji trening, 2 uri, popoldanski treningi, tudi po 3 ure in več, združeni z fitnessom, kajti odbojka je malo drugačen šport, ki traja tekma 3 ure in nekdo reče, a vi trenirate 3 ure popoldan, ja, naša tekma traja 3 ure, zato tudi tako trenirati po 1 uri pa pol, to se dokonča
dogajajo. Ja, tista hitra zmaga je nekje 3 ura pa pol tekme, tako da se tudi te stvari morajo prilagoditi in tako kot smo se dotaknili, zelo smo veseli, da smo na vrhuncu in da to traja že 50 let. Ja, res vrhunsko in ja, to si človek niti ne zna predstavljati, kako ste tudi psihično v bistvu utrujeni, ne? Ker to je 3 ure hude koncentracije, Žiga, ali? Ja, res je, točke trajajo mogoče ne tako dolgo, ne, ampak je pa po vsaki točki treba pozabiti na vse ostalo, kar je bilo prej, se skoncentrirati na novo akcijo in tako naprej. Ne. Zdaj, dosti je tudi taktičnih zamisli, ki jih je treba preizkusiti, se odločati v nekih kratkih trenutkih med akcijami in zbirati prave odločitve. Tako da. Ja. Si še kažete? To tako od zadaj? Od zadaj pri servisu. Si kažem. Ja, pa to ni za servis, ne, to je ni za servis. Za obrambo. Sprejem. Ok, za sprejem, ja, pardon. Ja, za servis pa če je bolj ne, ker ni več, na eni točki se je zgodilo, da ni več drugačnih servisov kot iz skoka. Ne? To je pa zdaj že nekaj let. Ne? Ja, mislim, zdaj nekaj časa nekaj let nazaj sta bila predvidoma ali serviral iz skoka ali pa tako imenovan taktični servis. Ja. Zdaj vedno več je igralcev, ki servirajo nekaj vmes, da dokler ne rečemo temu hibrid, dokler ne udari žoge, ne veš, kateri izmed teh 2 servisov bo, tako da je za spremljalce vedno bolj zahtevno. Tudi vsakih, ne vem, 10 let se spreminja žoga, se tudi malo spremeni način igre, že to vpliva, tako da ja, je zanimivo. Servira se tudi z več kot 100 km/h, ne? Ja. Potem, ko ti sprejemaš, to kaj, samo pač stojiš, pa upaš, da si se prav postavil, pa da ne bo preveč bolelo. Kažeš roke, glede na to, da si sprejemalec, imaš tu aluminij vsaj. Malo manj dlak. Ne, mislim, kar je okoli 100 km/h, pa če res ni, če je normalna rotacija, se da normalno sprejemati. Tam tisti najboljši servirajo po 120, 130 konstantno, ne? Ni za to en servis vsakih na 10, ne? Ampak takrat je pa potem res težko, sploh pri takih hitrosti že žoge, malenkost drugače letijo, ne gre vse lepo, težje jih je predvidevati in tako naprej. Veš, kaj je bilo v tvoji karieri? Je bil kateri igralec, da ko si rekel, ti je šel na živce, ko je serviral, ker si imel vedno probleme pri sprejemu. Je bil kdo taki, da si rekel, spet je to ti na servisu? Pa kaj pa vem, tak, od soigralcev smo imeli par dobrih serverov, predvsem recimo takih, kjer nisi mogel predvidevati, kam bo šla žoga, zato ker je pač bil po domače povedano taki avion, ne, se pravi, ni bilo neke rotacije. Je bilo par takih igralcev, mogoče z nami, ko je bil Sani Adžović, ki je letos igral v Murski Soboti, on je imel precej neugoden servis, pa tudi Rok, ko je serviral nekega hibrida takrat, ko je z nami. Hibrida, okay. Tako že pri servi malo pimplajo, ne, jaz je super. Ne, ampak res fajn je, zdaj ena stvar, ki jo moramo povedati, mi na Totem radiju bomo seveda še bolj zraven z vami v tej novi sezoni, ne samo zato, ker smo ponosni na to, kar počnete in kar dajete našemu mestu, ampak ker je to seveda prav in ker si to zaslužite. Res, tako da to je ena stvar, druga stvar, ki pa je treba izpostaviti, seveda bodo tu pritiski tudi z naše strani. Lahko samo prosim, mi ne bi tu odbojka, ker za odbojko pa ne vem, če bo to Žegar 3 ure, na 3 ure, zgornji Čekić, vse znam kaj. Zgornji Čekić, to obstaja? Ne, zgornji, ja. Zgornji obstaja, bomo to delali. Našteval sem spodnji, zgornji Čekić, to. Okay, dobro. Prijete malo na trening, pa bomo to podelali. Ja, na žensko mrežo. Bo ta nas naučila zgornji Čekić. Zgornji spodnji Čekić. Zgornji, ne sprejem, zgoraj, spodaj, pa Čekić, pa vse to. Ni bilo mišljeno, da je skupaj. Navijali bomo pa fejst. Ja, v vsakem primeru. Tako da hvala lepa za obisk danes tukaj, čestitke še enkrat, Žiga, za pametno življenjsko odločitev, da še ostaneš tudi v tej sezoni. Hvala ti. Hvala, Sebastian, za vse do zdaj in ja nič, gremo novim zmagam, novim projektom in novim uspehom skupaj naproti. Hvala tudi vam za podporo in sodelovanje in gremo, tako kot ste povedali, skupnim zmagam naproti. Tako je.
Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, ja nič, te pa dajmo še en par vrej kart. Jutri eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026 v Mariboxu, Mandalorec in Grogu iz univerzuma Star Wars. Med vsemi, ki ste poslali SMS ključno besedo Maribox in svojimi podatki, je bil tokrat izžreban Marcel. Če se javi, seveda, ne? Zvoni. Dobar dan. Ja, lepo zdrav, Marcel, da je Ana Jeger, to ti radio tukaj. Dobar dan. Dobro jutro. Poslal si Maribox in svoje podatke, to pomeni, da sta že skoraj dve najboljši kinokarti v mestu tvoji za jutri, ko pride ta Mandalorec in Grogu. Super. Fan Star Warsov, Marcel? Rekel, da kar ja. Okay. Aleluja. Ne me strašiti. Okay, danes se gremo, Marcel, igro Prepoznaj legendarni lik iz Star Warsov. Jaz mislim, da ne boš imel težav. Poslušaj, kdo je to? Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Ja? To bo pa kar težko. Misliš? Ne, hecam se. Master Yoda. Master Yoda! Ti si šaljivec, ti Marcel, ne? Malo me je že stisnilo. Res ne boš, Jode ne poznaš, seveda da pozna. Marcelja, čestitke. Hvala lepa. Ni problema, 2 karti sta tvoji. Uživaj jutri zvečer v Mariboxu. Najlepša hvala. Nasvidenje. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.